pinga. Ne vem, to s tem naje, kar v en geto pripeljala. Ups. Dobrodošli v Jogijakarti, kulturni prestolnici otoka Java. Z vami sva tako kot vedno Ponč pa Sonč oziroma Aleks in Cindy. V tem vlogu si bomo ogledali dva zelo pomembna templa. En je v bistvu hindujski tempelj, en pa največji budistični tempelj na svetu. Poleg tega pa si bomo tudi pogledali sam utrip mesta Jogijakarta. V prejšnjem vlogu pa sva kar 8 ur preživela na vlaku, da sva prišla do tega mesta. Tako, če vas to zanima ali pa kako izgleda glavno mesto Džakarta, potem le hitro skoč najprej pogledati tisti vlog, preden nadaljuješ s tem. Jaz sem tako lačna, že cel dan nisva čisto nič pametnega pojedla, vlak je bil obup. Tale hrana je pa bila gabna, nimam besed drugih, gabna. Tako da zdaj sva šla najprej jest in sem si naročila šefovo specialiteto, Mije Godhog Yogija se imenuje, nekaj takega. Tako da v bistvu zgleda, kaj je ena juha, nimam pojma, kaj bom jedla. Jaz samo upam, da je okusen, pa da se bom najedla. In? Naša goveja juha je boljša. No, daj še meni zaprobati. Jaz pa ne vem, kaj jim. Neka piščančja juhca. Pa ful jajce. Pojedače je bil čas, da se namestiva v hotel, ki sva si ga izbrala kar na Malioboro Street oziroma tej glavni, najbolj živahni ulici v Jogijakarti. Resen ga? Dobrodošla v tropih. Zdaj sva že ene 20 komarjev pobila, še 20 jih malo. Ne samo, da smo v tej sobi imeli 30 komarjev, najmanj po tam malem. Jaz sem še malo jupula na postli. Malo smo belala, ne pa je malo padal dol. Pa tako reč nam gledala, kaj je spodaj. Sej steni se pa tudi kar tako malo tako, malo tako. Tam je malo napihnilo vse. Sej ni panike. Ni panike. Pa tako, bela nino, tole bi jaz rekel, je bolj tak eggshell barva, a ne? Brisače so zelo lepe, kako se reče, ne jagodne, jajčaste barve. Je sej eggshell. Ja no, pač. Ampak je pa udobna posla. Je pa udobna, ne. Šat posla, ali čisto v jogi sem videl. Dobar, nekaj pa je. Te rekala, ne, da spiva samo v fancy hotelih, pa ne vem kva. Ali piško. Zračenega kruha se največ poje pa te fora, ne. Ko bi midva vedela, kaj ne čakal šele čez 2 dni, je bila tole še fancyjada proti smo, do česar pridemo v naslednjih vlogih. Joj, pa še malo strga. A še malo strga. Malo je miška pojedla. No, ampak ta zabava pa heca ni trajal dolg. Ok, situacija je taka. Naš Ponč je po noč zbolel, zdaj ne veva točno, da se je zastrupil s hrano. Sumba tisto hrano na vlaku, ker je bila pač res katastrofa. Ali je bilo kaj drugega, saj ne vem. V glavnem pač včeraj sva šla ful zgodaj spat. Ob 9 sva hotela že spat, ker sva imela za danes rezervirano ekskurzijo, ob 4 zjutraj bi se mogla že odpraviti in iti v bistvu gledati 2 templa ob sončnem vzhodu. Tako da, ful pač epik, ampak ja, mi dva v bistvu celo noč nisva spala, Aleks je bruhal, čist je bil bogi, ni mogel spati. Pingo, Pončo, a bo? Ne umrit. Ja, pa bom. Ne umrit. Ej. To je grozen. Ej, Pončo. Tako da sva zdaj ekskurzijo skenslala in pač ostala tukaj v Jogijakarti. In zdaj v bistvu grem jaz v nabavo na tržnico, da mu kupim kaj hrane, kaj pametnega za jest, da bo pač probal biti čim bolje, pa da se proba pozdraviti do jutra. Bomo pa videli. Ja, ni preveč pleten, ni lušten, je pa res bogi, tako da pa še hotel, v katerem sva, bi si raj želela, da pač so ostala v Džakarti, ne pa zale tukaj, ampak nimaš kaj, tako pridem. Ok, tole je pa nora, zdaj sem najdla eno malo bolj mirno uličico.
pač te ozke ulice in sploh ne vem, kje hodim. Pa 3 nadstropna tržnica je, jaz sem se že zdavni izgubila, sploh ne vem, kje sem. Tako da se bomo pol probali najti, ko pridemo ven. V glavnem, ja, tole je čist noro. Mislim, da je to največja tržnica tukaj v Yogyakarti. Nahaja se čez zraven tem Malioboro Street, pač Malioboro ulice, vsi me gledajo, pač to je noro. Ful je gužva, te ozke potke, da se komi prebijam skozi. In ba je, da pač tukaj najdeš čisto vse, kar si zaželiš. Ja, tako da v bistvu zdaj sem prišla na nek oddelek s cunami. Moram pogruntati, kje imajo kakšno hrano in sadje, ker pač tukaj le bolj slabo kaže. Ok, mislim, da sem se znebila teh cun in sem prišla do nekega oddelka, ki pač je dejansko hrana. Zdaj moramo pa sadje najti. Noro, res noro. Ja, sem pa praktično edini turist tukaj. Sami domačini, vsi me gledajo, kada sem nora. No, tako evo, kot lahko vidite, smo spet prišli nazaj na cunje. Tako da se počasi upam, da vračam nazaj na vhod. Drugače naredim en povzetek te tržnice, pač ljudje so ful prijazni. Res, da me vsi gledajo, zato ker sem pač belt, pa še blond, ampak ne vem, da bi se karkoli počutila ogroženo ali pa karkoli ne, pač tam one ženičke na hrani, kjer sem pač dejansko kupovala, so me kar za svojo vzele, nafilale z vsemi možnimi, sploh ne rabim toliko, ampak so mi kar dajale, pa se ne ustavile. Tako da ljudje so res prijazni. Tako da ja, no, nek tak nasvet mogoče za kakšne ženske popotnice. Jaz se tukaj res nisem niti malo počutila pač ogrožene, tako da bi si upala hoditi po Indoneziji tudi sama, pač res ni nobenega problema. Pač ja, sam navaditi se moraš na pozornost, kaj imaš pa okoli in okoli posod dosti. No, pa smo končno zunaj. Ja, cel labirint, pa res v 3 nadstropjih tržnica, noro. V glavnem, jaz upam, da ste preživeli čez ta segment z mano, saj veste, moje snemalne sposobnosti so vrhunske. Ne, pa resno hiter, eno zahvalo Cindy lepo spodaj v komentarje, ker brez ni tega vloga, pol tega vloga ne bilo. Hvala, Cindy. Evo nas nazaj v hotelu. Moramo pa Ponča poklicati. Ponča! Ej, vse sem prinesla. Čujem se mišice bolijo. Tabletko ta. Neka dolčeva boš dobil. Boš kanal. Prav. A bo? Ma, boži. Ampak moraš piti več. Kaj več, ne grem v Azijo. Jaz si vedel, da greš. Ne, to je grozno. Fuj. In zatonična pijača. To ti bo pomagalo za rehidracijo. Bo. Ej, za nič, nima sladkorja. Ne vem, če ga nima. Ja, pa je, da ne. Ja, pa je pa zaradi tega. Bingo. Se bo. Jaz grem spat. Zdaj greš jest. Ne, zdaj sem vodo spil, pa sem se zmatral, zdaj moram pa spat. Zdaj greva jest. Ja. Krikrčke. Prav. No, a lahko še nekaj pokomentiram. Naš Ponč mi je poslal po mineralno vodo. A mislite, da to kle imajo? Vsi so me čuden gledali, sem jim razlagala water with bubbles, sparkling water, vse živo sem probala. Ne, tudi z Google Translatom ni šlo, sploh niso vedeli, o čem govorim. Pač ponujali so mi Sprite, ponujali so mi Coca-Colo, bolj ko sem razlagala, da pač ne sladko, pač da sam rabim neki z mehurčki. Ne bojo, oni kaj to čuden so me gledali, kada sem z lune padla. Ok, midva sva se hotla lih odpraviti k zdravniku oziroma v bolnico, ker naš Ponč je čist bogi, zdaj še vročino dobil, tako da pač definitivno ni v redu. In evo, lih ven sva stopila in je pričakala tropska nevihta. Tako da zdaj bova malo počakala, da se tole zlije, ker je noro. No, sva prišla do bolnice. Dobiš pa takle listek, kao kdaj si na vrst. Niti ne vejo, kdaj bo na vrst, ker zdaj šele A177, midva sta pa B107.
Čemo videti. Na vrsti sva bila relativno hiter, lahko pa sedaj rečem, da sem ponosni član bolnice, sem dobil svojo kartico pa vse. Prav veliko nisem mogla snemati, je pa Cindy samo na hiter in 2 slikci naredila, povzetek pa nekako takole. Nafilali so me z eno tekočino, eno injekcijo so mi dal, pa en kup enih tablet za domov. Je pa zanimivo, da ne dobiš celotne škatle, tako kot smo to navajen pri nas. Primer, če ti tukaj predpišajo lekadole, greš v lekarno, dvigam celo škatlo. No, v Indoneziji dobiš tako, po tabletkah. Nisem ravno prepričana, je to fora, ker so tujca, ali je to zato, ker varčujejo zdravili, ker mogoče jih nimajo dovolj, nasplošno pač v državi, ali je nasplošno taka praksa tukaj pač tudi pri domačinih. Vsekakor je pa zanimivo. Bili so pa strašansko prijazni in tudi angleško je zdravnica kar dobro govorila. Evo en hiter update, prišla sva z bolnice, našemu Ponču so dali, kaj so mu dali? Mene 3 različne tablete pa eno injekcijo. 3 tablete pa eno injekcijo je dobil in mu je rekla, naj počiva še malo, naj ne je pekoče hrane in podobno, pa da bo malo v redu. Tako da držim... Alkohola ne smem? Alkohola ne smeš. Tako da ja, držimo pesti, da pač to drži in jutri bo še počival naš Ponč, pol pa ima, da je kanal. Je pa rekel, da se počuti toliko boljš, da bo jutri lahko komot sam. Tako da sva se odločila, da grem jaz sama na turo, se pravi na gledati te temple. Guys, great news! I'm the new leader of the gang! Cindy is the new leader of the gang. On pa bo pač mogel še malo počivati, mu drugega ne ostane. Zdaj, prvoten plan, ne vem, če sem že v vlogu kaj povedala, prvoten plan je bil, da najameva skupaj private driverja in v bistvu naju le ta pelje do ta prvega templa, potem naju pelje čez vulkan, si greva pogledati še, kako je vulkan izbruhnil leta 2010, potem pa greva še do ta drugega templa. Ja, zdaj, ta plan ni izvedljiv, sva pa sicer že najdla private driverja in bi naju leta prišel 500.000 rupijev oziroma nekje 33 evrov. Tako da, kar dosti ugodna cena za private driverja, da te pač praktično cel dan voz okoli. Ampak ja, pač zdaj glede na to, da sem jaz sama, sem rekla pač ne bom šla s private driverjem in sem zdajle lihkar bukirala neko to skupinsko turo, tako da me jutri zjutraj ob 3:30 že poberejo tukaj pred hotelom in v bistvu gremo pol z buskom na, se pravi, ta prvi tempelj in potem pač nazaj in potem do ta drugega templa. Zdaj tega vulkana, pač kaj je izbruhnil leta 2010, nažalost ne bom videla, ker pač to ni v tej turi, ampak ja, sem rekla, grem rajš pač z drugimi turisti lepo vse to, ker pač bi sama šla s private driverjem. V glavnem, se vidimo jutri. Dobro jutro, sončki moji. Evo, to je še en dan, ki ga boste mogli preživeti v moji družbi, namreč Ponča še zmeri boli trebuh, tako da ja, jaz sem šla pa raziskovati temple. Ura mi je zazvonila v brutalni uri 3 zjutraj in zdaj v bistvu ob 4 smo že na enem hribu, smo se pospeli na hrib in pričakujemo sončni vzhod s pogledom na Borobudur tempelj. Jaz mislim, da je pred nami en fenomenalen dan, tako da zdržite z mojimi snemalnimi sposobnostmi. Ne se ne, dosti hejca, hvala Cindy. Pa se vidimo ob sončnem vzhodu. Doma me res ne boste videli, da vstanem ob 3 zjutraj, ampak tole je bilo pa definitivno vreden. V glavnem, za mano lahko vidite 2 vulkana, en je sicer skrit za oblaki in pa Borobudur tempelj. Zbudili so se tudi ptičke, kot slišite, pa obletavajo nas netopirji. Prišli so oblaki in nam zakrili lep razgled, ampak nimamo kaj, še zmeri bilo je ful lepo. Bi pa na tej točki rada omenila še eno stvar. Tukaj, pač v Indoneziji oziroma nekako v vseh teh ekvatorialnih državah okoli in okoli sveta je dan nekje 12 ur. Torej, točno tukaj je sončni vzhod ob 6 zjutraj in sončni zahod je ob 6 zvečer. Tako da ja, imaš 12 ur dneva, ampak je pa ful čuden, ker pač ja, sončni zahod je ob 6 in potem je takole kar naenkrat tema, pač ful hitro sonce pade in nekako si misliš, poletje povezuješ z dolgimi dnevi, ker smo pač pri nas tako navajeni, da poletje je res dan do 9 zvečer ali pa kaj takega. Ja, tukaj ni, tako da v bistvu se nekako probava navaditi, da hodiva ful zgodaj spat, čeprav nama ne retuje,
pa da pač prej bolj zgodaj vstajaš, da res izkoristiš tistih 12 ur dneva, ki jih imaš. Se že spuščamo v tele džungli, je noro meglen in nora velika vlažnost, še večja kot po mestih. Tako da, evo, lejte moje lase, so že šli po zlu. Smo se pa ustavili še v enem takem ful luškanem barčku na kavici. Evo, vam ga malo pokažem. Na to vzpetino smo šli pogledat sončni vzhod in zatem na sam ogled. V tem primeru do Borobudur templja. Je pa ta koncept vzhod plus ogled kar tipičen za Indonezijo in ga boste v tej popotniški seriji videli kar nekajkrat. Dobrodošli na Borobudur templju, največjem budističnem templju na celem svetu. Nekateri ga štejajo tudi med eno izmed 7 skritih čudes sveta. Celoten tempelj naj bi bil zgrajen iz kar 2 milijona teh kamnitih kock in v bistvu ima 10 nadstropij. Po budističnem prepričanju pa so ta nadstropja razdeljena na 3 dele, in sicer noge, telo in pa glava. Ima 4 vhode, ki gledajo v bistvu vse 4 strani kompasa, glavni vhod pa gleda proti vzhodu. Celotno področje tukaj je zelo veliko, in sicer kar 2500 kvadratnih metrov, in praktično bi rabil cel dan za raziskovanje te okolice. Je pa v bistvu ta tempelj, Borobudur tempelj, v centralnem delu otoka Java, približno 1 uro stran od Jogjakarte z avtom, in obdaja ga čudovita narava, ki je značilna samo za pač ta del Indonezije. Predvidoma je bil tempelj zgrajen v 8. stoletju in odraža indijski vpliv na ta del Indonezije. Čist je noro tukaj. Pač našo skupinco so pripeljali oziroma odložili pred templom ob 7. zjutraj in so nam namenili 2 uri časa za raziskovanje. Ja, kot sem že omenila, definitivno čist premalo. Ampak je pa ful dober, ker kot lahko vidite okoli mene, praktično je ful malo ljudi, tako da se vam sem splača priti zelo zgodaj. Včasih se je dal po templju tudi sprehajati, ampak zdaj je to prepovedan, tako da v bistvu lahko vidite tudi za mano rdeč trak, ki prepoveduje vstop. Na samem templju lahko preštejete kar 504 kipe Bude. Samo vzdrževanje Borobudur templja pa je zelo zahtevno. Namreč, kot prvo je tempelj zelo star in je izpostavljen že 1000 let. Kot drugo, v bistvu tukaj v Indoneziji je deževna sezona in pač ko je deževna sezona, je tempelj izpostavljen močnim nevihtam in neurjem in tudi močnemu dežju. Kot tretjo pa je bil celoten tempelj že večkrat prekrit s pepelom. Recimo ravno leta 2010, ko je izbruhnil vulkan Merapi, ga je v bistvu celega prekril s pepelom in so ga mogli pol nekako izkopati spet ven. Tako da ja, je zelo zahtevno, je pa sam tempelj tudi pod UNESCO-vo zaščito. Pa da še ponč s kakšnemu zanimivemu dejstvom uskočam. Po izbruhu Merapija je ob naslednjem izbruhu vulkana, v tem primeru je bil to potem vulkan Kelut leta 2014, so kar preventivno prekrili tempelj s prevlekami, da ga je bilo potem lažje očistiti, kar je ful zanimiv. Kako pa izgleda, ko deželo dejansko prekrije ta vulkanski prah, pa lahko vidite na slikah. Pravijo, da moraš ta tempelj obvezno videti vsaj enkrat v življenju in jaz lahko naredim tukaj eno veliko kljukico. Nažalost pa si naš ponč ne bo mogel tega templja ogledati. Ampak, pazite to, razmišljava, da bi mogoče enkrat v prihodnosti organizirala kakšno turo in bi kakšno skupico ljudi pripeljala v Indonezijo. Ali pa mogoče kam drugam. Tako da, če se kdaj vrnemo sem, mogoče skupaj z vami, si bo tudi naš ponč lahko tole pogledal. Dajte nama napisati spodaj v komentar, pač, a bi mogoče radi z nama potovali, kako se vam zdi ta ideja. Tako da malo veva vnaprej. Ok, tole je kar zanimiv, kar sem zdaj prebrala. Tole za mano naj bili kar 3 templji, in sicer Borobudur, Medit in Pavan. In v bistvu so nekako povezani skupaj in predstavljajo 3 stopnje, da dosežete nirvano. Če naredim en povzetek, mislim, da je 2 urci lih prav za ogled tega templja. Sploh, če pridete takoj ob odprtju, je pač res fajn, ker ni čisto nobene gužve, tako da si ga boste lahko komod in v miru pogledali. Zna biti pa pač sred dneva zelo vroče. Pač že zdajle ura bo 9, pa noro je, spet je pač noro soparen.
Ja, vzemite s sabo dost vode, čeprav jih pred vhodom tudi prodajajo. Pa v bistvu ja, no, zdaj, ko se ne da več po samem templu hoditi, se pač sprehodiš okoli, imaš tudi polhen tabel, da si lahko kaj prebereš, lahko pa tudi v bistvu vzameš privatnega vodiča. Vračamo se do avta in se bomo zapeljali še do drugega templa, Prambanan, ki je popolnoma drugačen od tega, kar smo videli zdaj. Zdaj, sam ta drug tempelj se nahaja spet čist na drugem koncu in če se ne motim, je neke 2 uri vožnje, kar nekaj časa se bomo vozili. Vam pa priporočam, da če se boste odpravili gledati oba templa, obvezno vzemite kombinirano vstopnico, namreč cena je veliko cenejša, če vzamete kombinirano vstopnico, je pa še zmeri dosti drago. Torej za oba templa je v bistvu vstopnina 650.000 rupijev oziroma nekje po trenutnem pretvorniku 45 evrov. Tako da ja, dosti drago. Je pa ful cenej, če ste študenti s študentsko izkaznico, mislim, da je kar nekih 20 evrov popusta. Ena študentka je z nami pa je dobila ful cenej, tako da ja, se splača, če ste študenti. Dobrodošli v Prambanan templju. 1 uro pa pol vožnje kasneje z avtom smo prispeli do tega templja in to je v bistvu največji hindujski tempelj v Indoneziji in pa drugi največji hindujski tempelj v jugovzhodni Aziji. Ok, zdaj pa pridemo do te točke, kaj jaz skozi pravim, da ne maram teh skupinskih tur. Za ogled tega templa, pa je, da so kar 4 templi, smo dobili 1 uro časa. 1 uro. To je to. Po mojem, da narediš temu templju pravico, bi rabo pač cel dan si vzeti. Če bi imel vsaj pol dneva, bi bilo veliko boljše. Tako sem pa zdaj čist zgubljena, sploh ne vem, kva naj naredim, ker 1 ura je čist premalo. Prvi tempelj v Prambanan tempelskem kompleksu je bil postavljen v sredini 9. stoletja, tako da tudi tolele je vse zelo staro. Je pa tukaj kar 240 tempelskih skulptur in stavb, pač neverjetno veliko. V bistvu najpomembnejše pa so 4 stavbe oziroma 4 ta glavni templi. Tudi ta tempelski kompleks je pod UNESCO-vo zaščito, pač sej bi bilo čuden, če ne bi bil. Je pa prav tako celoten tempelski kompleks že prekrila lava oziroma pač ta pepel. In ja, od takrat naprej so mogli pol ta celoten tempelski kompleks obnoviti, tako kot smo videli že prej. Pač tole je res noro veliko, samo gledajte okoli mene. Pač ni šans, da bi si to lahko hitro pogledal. Sploh, no comment. Pa še vsi se hočejo slikati z Badu, pač z belci. Tako da jaz jim kar bežim, zato ker ja, če bi se slikala z njim, bi se jo spet kar v vrsto postavili, pa sem pred sabo 1 uro in ja, ni praktično. Verjetno se kdo izmed vas sprašuje, zakaj pa so postavili te templje. V bistvu templje so posvetili 3 bogovom oziroma pač postavili so jih za čaščenje 3 murti. To so v bistvu 3 najpomembnejši hindujski bogovi. Tudi tukaj bi se definitivno splačalo vzeti vodiča, da vam pač pove malo več o teh stvarih in pa tudi pač o samem templu in o sami pač kulturi oziroma religiji, ki je tle. Nam je v bistvu so ponujali vodiča za 150.000 rupijev, kar je v bistvu nekje 10 evrov, kar je dejansko zelo sprejemljiva cena, to je praktično za celo skupino. Zdaj sem prišla do enega dela, kjer sploh še ni pač obnovljen, zdaj ne vem, obnavljajo, ful delajo kle okoli, tako da čisto možno, da obnavljajo. Ampak ja, pač dejansko ogromen kompleks, pa ni v celoti narejen. To je pa neverjetno, ko enkrat prideš do samega templja in začneš gledati vse te čudovite podobe na njemu, pač kakšni detajli, sam wow. So pa v bistvu sam ta tempelski kompleks prvi začeli obnavljati Nizozemci, torej v kolonialnem času. To je to od te ure, nažalost, pač 1 ura čist prehiter mine in definitivno temu templju nisem naredila pravice. Sem pa vesela, da ni Ponča zraven, ker njemu bi se pa sploh zmešal, ker pač ja, je čist premalo cajta, on bi si pa tudi želel ful več zvedeti od tega.
Me tale naša Cindy že malo pozna, a ne? Itak da me vse zanima, tako da sem šel malo pogledat, zakaj se celotna stvar sploh gre. Lokacija templa ni naključna, saj je Prambanan lociran ob vznožju vulkana oziroma gore Merapi, ki je skozi celotno zgodovino veljala za sveti kraj. Tempelj v sredini kompleksa, ki je tudi najvišji, je posvečen bogu Šiva, enemu izmed glavnih bogov v hindujski veri, ki velja tako za boga uničenja kot tudi stvaritve. Je pa zanimivo, da arhitektura samega templja ni popolnoma tradicionalno hindujska, ampak ima malenkost budističnega pridiha, kot ste morda že sami opazili, če ga primerjate direktno z Borobudur templjem. Kar pa seveda spet ni naključje. Prambanan je prav tako kot Borobudur zgrajen v 9. stoletju, kar nakazuje na to, da sta ti dve kulturi bivali sočasno v sožitju. Naš Sonč je že upozorila na krasno pročelje templja, ki ima v kamen izklesano veliko detajlov in podob. Kako mojstrsko so ti detajli izklesani, pa priča dejstvo, da so lahko arheologi na podlagi izklesanih podob ptic določili ne samo znanstveni red ptičev, ki so pač živeli takrat na tem območju, ampak so lahko določili celo rod ali družino, v katero spadajo. Skratka, res vrhunska arhitektura. Tele dva templja se definitivno splača pogledati, ampak jaz vam svetujem, da naredite tako, kot smo mi s Pončom prvotno mislili. Torej, rentajte svojega lastnega private driverja in pač pejte z njim okoli. On vas lepo počaka na parkirišču, lepo vam bo avto pustil hladen, ki ga ponavadi zmeri tako malo v senco parkira, ker so malo privilegirani domačini. Tako da ja, in ponavadi ga imate za 12 ur, tako da bi si lahko še malo več pogledali, ker tole je bilo res čist prehiter za moje pojme. Pa še nekaj sem pozabila povedati. V ta Prambanan tempelj ne smete nesti noter nobene hrane, tako da če boste karkoli imeli s sabo, vam bojo vse pobrali. Vodo imate lahko, hrane pa ne. Mi smo se v bistvu pol kar s tem našim voznikom zmenili, da nam je nesel pač hrano nazaj v avto. Tukaj, kako si, Ponč? Smo te pogrešali cel dan? Boljš. Sicer sem še zmeraj malo napihnjen, ampak gre na bolno. Malo sem me zrihtal. Ja, no super. Saj to, da bo šla lahko jutr na vulkane, hopefully. Ja, morava. Vulkani? Ja. Imam pa zate še par faktov, ki jih še nisem povedala najnim sledilcem, pa jih bom povedala kar skupaj s tabo. No, to me pa zdaj zanima. V glavnem, koliko misliš, da imajo Indonezijci poletnih počitnic? V šolah. To je pa zdaj čisto rejno, sem mislil, da je začela v templu razlagati. Ne, to že vejo. Ali je ful malo ali pa je ful velik. Tako da jaz bom šel na ful velik, tako da 3 mesece. Ne. Se pravi, midva sva trenutno ravno v tem času šolskih počitnic, zato je tudi pač vse okoli in okoli malo več tega lokalnega prebivalstva, kako pač raziskujejo država. In v bistvu imajo počitnice od konca junija do sredine julija. Tako da samo nekih 20 dni. To je to. V celem letu. In pa so frej še za praznike in to je to. In delovno prebivalstvo ima pa razdeljene praznike, se pravi glede na njihovo vero. Če so pač kristjani, potem imajo praznike okoli Božiča pa Novega leta, če pa so recimo muslimani, imajo pa ob tistih svojih dnevih praznike. Tako da se zelo prilagodijo glede na pač vero, ki jo imaš. Ojoj, le kera grozna reka. Ogabno. Fuj. Ej, folk hod po tem. Je to dobro? Zakaj so med drugim ostranne reke, a ne? Ja, tudi take prizore srečaš, ko se sprehajaš tako lepo mesto, ampak pojmo mi nekaj bolj fajnega pogledati. Ponč je nazaj na dogodivščini. Pončove dogodivščine. V glavnem, zdaj si Cindy želela neke nudle in je nekaj googlala in je najdla neko restauracijo, ki je pisala, da je tako ful fajn, kao... Domača, ja, kada prideš hemu dam temu Indonezicu jesti. 20 minut hoje so rekla, aj to, ki pa pejva. In sva se sprehodila in prišla do sem, torej v hišo Raminten.
Zgleda pač res čist noro, očitno bova na tleh mogla sedeti, tako da res zelo pristno. Imajo pa tipično hrano iz Jave, se pravi to javaniško hrano, ali kako se reče, se ne vem. Tako da ja, nekaj novega bomo probali, pa upava, da bo tudi kaj za Ponča najdla, ker že 2 dni ni jedel, res kaj lahkega, pa ne pekočega. Se nama pa zdi, da bo v redu, da je full proper. Se moraš zastrupiti. Ja, zaradi tega, ker že na vhodu imaš obvezno linijo, kjer je potem za uprat roke, se moraš obvezno roke uprat, šele potem greš do unga, ki te sprejme. Bajene je bil v tej restavraciji tudi natakarji nosili tipične javaneške obleke oziroma ta njihova tradicionalna oblačila. Sva pa spet edina baduja tukaj noter, se pravi pač belca med samimi domačini. Badu. Ja, samo restauracijo je pa ustanovil en igralec javaneški, ki je v bistvu igral v sitcom oziroma nekih teh komedijah na nacionalni televiziji. In sprva so najprej prodajali samo zelišče pa to, šele kasneje so se potem odločili, da imajo restauracijo, kjer ponujajo jedi po zelo poceni cenah, kar so tudi midva videla tako. 50 centov za neke predjedi pa take variante, tako da res noro. Restauracija je baje odprta kar 24 ur, je pa tukaj res full pristno. Spremlja taka lepa glasba in potem ta vonj kadila, polno cvetja je. Vsak prostor nekako služi svojemu namenu in imajo tudi te terasce. A ja, pa jejo čistko, ka pač tradicionalno lepo sedijo po turšk na tleh. No, jaz sem za pit naročila kokosovo vodo s sirupom. In prav takole kokoski so noter. To bo dobro. Čem probati. Dobar je, ja. Sam ful sladko. Jaz imam pa nek javaneški čaj z krizantemijo. In dobiš prav takole bambusov na meslamce neki. Vidiš, rešitev na naše plastične srlamce. Gledam, prvi komentar od Cindy, ki je dobila to jed. Ojoj, palčke sem dobila. Res, čisto v lokalni restauraciji. Zdaj še nismo nikoli dobila palčke. No, res ne. V glavnem jaz imam nudle s piščancem. Pečene nudle s piščancem, tako. Ja. Kak je že to mije, gorek, neki. Ja. Potem imava pa še te lumpije oziroma neke spomladanske zavitke s piščancem. Naš Ponč je pa rekel, da bo samo farmen pit. Ful mi ne paše jaz, pač karkoli pojem, očitno zaradi tega čivra na želodcu, kaj je svem kvas, ful hitro sem tak napihne in mi sploh nič ne paše, no, tako da ja, 1-2 grizem naredil, bom pa malo shujšal do konca tega potovanja, če ne druga. V bistvu je bila moja napoved kar pravilna. To je bilo prvo potovanje, na katerem sva dejansko shujšala v primerjavi s kakšno ZDA pa Mehiko, ampak ne zaradi razloga, kak mislili, ampak do tega še pridemo v naslednjih vlogih. Ponč, kako je to crunchy, posluš to. Ful dober. In kako gre kaj jesti s palčkam? Čips mi gre jesti s palčkam. Ne, nudle pokaž, kako fajn. Ti nudli so pa toliko strjeni, da se kar vse dvigne. Sploh ne moreš le to. No, dej nalaš, no. Če se kar celi dvignejo. Dej, no. No, se nekaj ti je pa ratal. Dej se, noč se delati. Lej, čips znam čist lepo jesti. Bravo. Dobar je. Te lumpije. To je pa... To morate pa obvezno probati. Po okusni hrani sva se vrnila na Mali Oborostric s prav posebnim namenom. Rezervirati sva šla ekskurzijo po epskih vulkanih. Ja, tako kot je Cindy zdaj že malo izdala, jutri se odpravljava na vulkane. Oziroma jutri za naju pomen, za vas pomen v bistvu v naslednjem vlogu. Greva pa na Bromo in kava Iže. Brutalno, hudo, noro, dobro. In s tem tudi zaključujeva ta vlog. Če ti je bil všeč, če si dobil polno potovalnih informacij, daj se zahvala ali pa kaj lepega napis spodaj v komentar, ne pozabiti polajkati, pa seveda narod se na ta kanal, ker nič ne grize, nič ne boli, sam pritisnem tisti rdeč gumb. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau!